strašen kraj. Žejen sem kot čolna. Stopi po vodo. Kaj bi radi? Nam odstopite malce vode? Če jo boste dobili, se napite. Je vodnjak zelo globok? Kaj je to? Izvir se je pred časom posušil, že več mesecev ni deževalo. Če kmalu ne pade kakšna kaplja, se bomo posušili še mi. Meni ne manjka kaj dosti. Zamenjal te je za hrano. Res smola. Pomagajte! Pes je Pepija gotovo zamenjal za klobaso. Ne. Skrimo se v tisti gozd. Kako grozna vas. Kadar smo siti, nimamo denarja, ko pa imamo denar, nimamo nič za podzub. Rojen sem pod nesrečno zvezdo. Kaj pa je tisto tam? Kruh! Štruca kruha! Pepi, tole imaš za kruh, a? To so kamni. In to ne čisto navadni kamni, so malo žitni. Oglejte si jih. Kakšni pa? Nekdo si je z njimi označil pot. Potem takem gotovo vodijo k sreči. Sreča je v drugi smeri. Pojdimo semle. Ne zaupaš mojim čutom, kaj? Ker smo se zanašali nate, smo zašli, Pepi. Ampak tokrat mi lahko zaupate. Jaz bom šel v obratno smer. Kakor hočeš, meni je prav. Ne. Pepi, bolje bo, če se držimo skupaj. Kar Peter naj gre za nama. Peter, pojdiva za Pepijem, da ne bo ves osramočen. Nikakor ne, njegovim občutkom ne zaupam več. Menda se šališ, kaj? Pepi, ne trmari. Že dalj časa se jezim. Zakaj? Prvič, Peter se mi je posmehoval, ko me je oblajal pes. Drugič, pregovarjal me je, naj požrem kamen. Tisto je bila le šala. Meni se zdi, da precej neslana. Zdaj si se mi zaupal, zato si lahko spet z dobre volje. Nikoli več ne bom vesel. A ti ne morem z ničimer pomagati. Če hočeš, se pridruži Petru. Ne morem. Kot vse kaže, si potegnil z mano? Ni to, ne morem te pustiti samega. Kako je trmast. Pa še Marko se mu je postavil v bran. Meni vseeno. Hiša. Sem vedel, da imam prav. Kako dolgo misliš biti še poklapan? Nama je ostalo kaj kruha? Ravno dovolj za 2. Potolaži se že enkrat. Vrnila sta se. Pa ne one 2. Ne, nekdo je zunaj. Imaš pa res bojno domišljijo. Kaj? Pozdravljena. Kako sta? Kdo si pa ti? Nima hrane zate, ti maček. Ničesar nočem od vaju. Do hiše so me pripeljali kamni, ki sem jih videl na stezi. Kamni? Karl, si jih ti nastavil? Niti slučajno. Kdo pa, če nisi bil ti? Je še dobro, vstopi. Postregla ti bom z najboljšim Hvala, ker vinom. ste me povabili v hišo. Karl, odstrani kamne, preden bo prepozno. Velja. Tukaj ni ničesar. Odpraviva se nazaj, Pepi. Nočem nazaj. Toda... Če se vrneva, bo Peter kar pokal od ponosa. Nekdo je tamle. Greva. Očka. Ne joči, Metka. Šla bova domov.
Aj, sta se izgubila? Ločila sva se od staršev, vendar sva pot označila s kamni. Vidva sta nastavila kamne, kaj? Na poti so zato, da se ne izgubita. Noge me bolijo, ne morem več hoditi. Odpoči si. Ne bojte se, pot domov boste našla po kamenčkih. Ja, Karl, si še zmeraj tu? Kako kaj najen gost? Opila sem ga, zdaj pa spi. Premetena sta, pa če ravno od njiju ni nobene koristi. Tu lahko nehava. Kaj bi rad, da se vrneta? To pa ne. Ko se boš znebil kamnov, preženi še brezdomca. Spečega popotnika? Opila sem ga z namenom, da ga bova pregnala. Njegova oblačila in meč bova dobro prodala. Kaj počnem tu? Sinoči sem se napil. Ti šmenda! Presneto se, sploh ne vem, kje sem. Kaj naj zdaj storim? Joj, ne. kaj pa je? Kamni. Morda jih je Peter odstranil. Ne, ni zloben Pepi, saj veš. Boš rekel, da veš za žival, ki je kamne? Postavi metko na tla. Kaj nameravata? Če se v gozdu izgubiš, ostani, kjer si, pravi moj očka. Nam bodo na pomoč priskočili vajni starši? Zagotovo, morajo priti. Boš šel po otroka, Karl? Ali se misliš ves dan pretvarjati, kako garaš? To pa že ne. Vedi, da sva ostala brez hrane? Da nimava ničesar več za podzob? Lačna sem. Potrpi malo. Saj res, že od sinoči nisva zaužila ničesar. Peter se gotovo nažira. Tisto kihanje. Je gotovo Petrovo. Kakšen pa si? Peter, ko sem sledil kamnom, se mi je zgodilo tole. So te oropali? Ja, okradla sta me razbojnika iz koče. To bi lahko bil najin dom. Sta vidva otroka tistih pokor? Jih ne skrbi za naju. Izgubila sta se v gozdu. Nobenih otrok nista omenjala. Res ne, Peter? Menim, da moj videz vse pove. Kako grozen par. Očka, česa takega že ne bi storil. Očka je mile narave. Je mogoče, da se brezbrižnemu paru rodita tako nežna otroka? Pridi, Metka. Že grem. Čakajte malo. Ne bom se družil z ljudmi, ki blatijo mojega očeta. Tako je. Janko! Metka! Peter, si jo našel? Kot vidim, ne. Pa ti, Pepi? Ničesar ne vidim. Upam, da sta doma. Morda ima je v gozdu bolje kot doma. Kaj praviš? Bojim se, da so ju starši zapustili, veš. Ne verjamem. Starši ne zapustijo svojih otrok. Oni so odstranili kamne. Toda zakaj bi se skušala rešiti majhnih otrok? Morda zaradi velike lakote nimata hrane za malčka. Starši bi morali otročičke nahraniti, tudi če sami stradajo. Tiho, staš slišala? Nekdo seka drva. Tamle. Si tokrat povsem prepričan? Če mi ne zaupaš, ti ni treba z mano. Gremo, Peter. Ne bom ga zbadal. Pridi sem. Gozdar! Zakaj se gozdar v teh krajih vede kot tropar?
O, kako smo občutljivi. Oprosti. Tako ali tako nisem ničesar vredna. Odkot vsa ta nadutost, ko ste me pa sinoči slekli? Takšni starši gotovo zavržejo tudi otroka. Hudo mi je zaradi mojih otrok. Frida, upraviči se, fant. Zakaj nekaj bi se mogla opravičiti, ko pa jih prvič vidim? Res smo tujci, vendar dobrega srca. To si lepo povedal, Marko. Troje lačnih ust, ki povrh vsega še moja niso. Prava mama jima je že pred leti umrla. Zasnubil me je in jaz nevednica sem prišla na to goro Bogu za hrbtom. Gospod, zdi se mi, da bi lahko bolje izbrali. Molči, preženi mi tem preddrzne pokore iz hiše. Takoj, Karl. Njim se morava zahvaliti, da so naju spravili k pameti. No, Karl, ne ugovarjaj mi. Poiščimo Janka in Metko. To pa žene. Sovražim otroke in vedno sem jih. Oni pa taki, kot ste vi. Toliko, da veste. To si lepo povedal, Peter. Že razumem. Kam greš zdaj? Zdaj mi je vse jasno. Zapuščam te, tu nočem več ostati. Skupaj z otrokoma boš umrl od lakote. Otroka ne boste nikdar lačna. Njun oče sem. Karl, zmotila sem se v tebi. Bravo, očka. Fantje, pomagajte mi najti Janka in Metko. Z veseljem. Kako nenavadno, če so takega še nikoli nisem videl. Ne skrbi, Metka. Da bom. Janko, po čem tako diši? Po čokoladi diši. In smetani. Kako lepa hiška. Iz slaščic je. Res okusno. Jaz bi tudi malo. Jankova srdeci. Janko! Metka! Pustite zdaj delo! Ja, spokoriti se morate. Zvok sekire nosi veter daleč naokrog. Če me bosta slišala, se bosta vrnila. Zaradi nečesa podobnega smo zašli k vam. Že vem, zamenjal vas bom. 1, 2... Prvič po dolgem času sem jedel takšne sladkarije. Tudi jaz sem se do sitega najedla. Gospa, zelo nama je žal. Bila sva tako lačna, da sva se spravila nad vašo Je že hišo. dobro. Namenjena je izgubljenim otrokom. Kaj res? Zelo dobra je. Kuharija mi gre dobro od rok. Gresta noter na kozarec mleka. Smeva? Seveda, obožujem otroke, kar stopita v hišo. Hvala vam. Janko, Metka. Le kam sta šla? Le kje sta? Kaj pa je Pepi! na pomoč? Slediva mu!
Drugič, pomagajte! Videti so kot mišek, v resnici pa sem vilinček. Nehajte se prepirati! Pustite me! Opa! Pepi! Pepi, kje si? Ojoj! Ko bo voda dovolj zavrela, vaju bom skuhala. Pepi! Hej, Janko in Metka sta v hudi kaši. Kako? Še malo manjka pa bo. Janko, Metka, zbudita se! Ne motite me! Čarovnica! Ne moremo je premagati! Če boš spala, ne boš čutila ničesar. Samo trenutek, mene lahko pojeste, Metke pa ne. Hrani se zlepa, ne odpovem. Pohiti! Pepi, skoči v dimnik! Hej, poglejte, kako lepa vaba! Kako? Nisem baba! Kdo bo prvi? Kaj je zdaj to? Odkot vas ta dim? Odkot ta dim? Odlično si se odrezal! Dajmo! Metka! Janko, pridi k meni! Pepi! Vse je izginilo. Pepi! Pepi, ne daj se! Sem bil dober, kaj? Tam je očka! 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 Ne joči, Pepi! Nikoli ne jokam. Dežuje? Čisto zares dežuje? Letina bo rešena. Zdaj smo pa res lahko ganjeni.